Valentinovo je prišlo iz Amerike. Se mi tudi zdaj zdi zelo nepomemben praznik napram dnevu žena in materinskemu dnevu. Tukaj pa bolj poznamo praznik Gregorjevo. Včasih niso praznovali. Večji pomen je dobil, ko se je Slovenija osamosvojila. Je bolj družinski praznik. Takrat podarjamo našim materam čestitke, voščilnice, čokoladice in darilca. Dan žena se 8. marca praznuje od leta 1917 dalje. Že od začetka 19. stoletja in še prej so se ženske, kolikor je bilo v njihovi moči, borile za našo enakopravnost. Ženske različnih kultur, porekla, krvi so se združile v eno in se borile za nas. In zato imamo 8. marec, da spomnimo na to, da pravice žensk včasih niso bile samoumevne, ter da so ženske to pridobile z borjenjem in vstanjem do konca. Dan žena pomeni veliko več kot samo praznik žensk. Je spomin na njihovo borbo za pravice. Mladi to pogosto pozabimo, vendar ko se tega zavemo, smo ponosni. Hvala za vse, kar ste storili za nas in za boljši svet. Nagelj zacveti rdeč, s vetrom poplesuje, ognjeno žari kakor peč, na travniku kraljuje. Viharju kljubuje, ljubezni najde navdih, ga predano zaznamuje, globok vdih. Naj nagelj tebi zacveti, da izpolniš svoje poslanstvo, naj tvoje vrline krepi, saj ti si božanstvo. Meni so se najbolj dotaknili vsi ti spomini, ki jih imajo starejši na praznike in njihovi občutki do njih in njihove lastne zgodbe. Meni je tudi zelo presenetilo, koliko veliko so si zapomnili in koliko bolj so včasih praznovali. So imeli različne proslave pa dogodke prirejali. Starejših ljudi, ki so nas obiskali, njihovi pogledi na praznike in doživetja. V prihodnje se bolj pozanimajmo o praznikih, preden jih sodimo in jih bomo tako veliko lažje praznovali. Naj si kaj preberejo o teh 3 praznikih, ker so zelo zanimivi. Pridružite se nam v 3. krogu, ker se tukaj zabavamo, spoznavamo nove ljudi in veliko zvemo vsem.